Lepo pozdravljeni v novi epizodi oddaje Prebojenje 9. Ponovno se srečamo, ponovno smo skupaj, upam, da ste v redu. To je že 5. epizoda in v tej oddaji gostimo nenavadne goste z nenavadnimi tematikami, o katerih ne morete slišati v nekih običajnih medijih. To so nekako tematike, ki so meni blizu, in namen je tudi, da se te tematike v tej dobi prebujanja, ko prihaja mogoče bolj ta duhovna ali pa mehka ali pa ženska komponenta v ospredje, da se te tematike dajo naprej, zato ker ogromno ljudi to išče. In danes je z mano gospa Irena Debeljak. In Irena je bralka dušnih zapisov. In že ko je bila ona mala, se boš tudi Irena potem majčkeno sam povedala, najprej dobrodošla. Pozdravljeni. Jaz sem za Ireno zvedel od enega prijatelja in sem bil pri njej na branju dušnega zapisa in me je popolnoma fascinirala v bistvu branje dušnega zapisa, da lahko ti, da obstaja dušni zapis in da lahko ti iz dušnega zapisa nekaj prebereš, ne? In ko mi je Irena govorila vse te stvari, ki jih ona se bo povedala, na kak način tudi zaznava, sem enostavno čutil, da to prihaja iz da je res, no? Čutil sem, da je res, da to prihaja iz neke druge, višje dimenzije, ker vse, kar je povedano, je nekako resoniralo z mano, je bilo na neki pravi frekvenciji, ne? In Irena je že kot majhna zaznavala te nevidne svetove, ne? Ali so to duše, ali so to angeli, bo tudi sama kaj več povedala, ta nevidna bitja, ne? In ta nevidni svet obstaja. In danes bo Irena z nami spregovorila o tem dušnem zapisu, kako ta proces poteka, da nam to majčkeno približa in kako mogoče lahko vsak se poveže z nekimi nevidnimi silami, in pa potem bomo tudi šla nekako na današnjo situacijo, kaj se danes dogaja v tem svetu, z vsemi temi, kako bi rekel, v tem transformativnem obdobju, ko je veliko ljudi v stiski, kako naprej, ne? Mogoče kak čisto praktičen napotek, kako iti naprej, ne? In ta dušni zapis v bistvu pomaga, da se ljudje lažje znajdejo v življenju, ne? Da spoznajo več o sebi, vidijo širše in globlje. Tako da, Irena, dobrodošla še enkrat in moje prvo vprašanje bi bilo, če res mogoče poveš o tem, kako si se ti s tem srečala, ne? Ker mogoče, mislim, kot otroci imamo bolj ta razvit ta čut za te nevidne prijatelje ali pa to intuicijo, ne? Pa ga mogoče potem z šolo ali pa z neko socializacijo nekako pozabimo, zatremo, ne? Kako je bilo pri tebi to, kako si ti to razvijala, kako si sploh prišla do tega, da v bistvu sploh lahko prebereš dušni zapis? Ja, to je, kako naj ti rečem, ena res taka, zdaj, ne, ko to prebiram, je to rezultat v resnici enih nakopičenih delčkov, ki so se sestavljale v mozaik od začetka mojega življenja. In vsak let je moje branje malo drugačno, dopolnjeno, z drugimi uvidi, z mogoče tudi drugačnimi, ne drugačnimi, ampak še bolj sistematičnimi vpogledi v določene dele zapisa, ne. Tako da se vsak let na enem področju ali pa na večjih še malo bolj osredotočam. Tako da razvijam ta svoj dar. In že od malega, a veš, ko se spomnim, sem bila stara tam ene par let, jaz sem že govorila, ti si tak pa tak, to si ti pa ti, ne. Jaz sem videla v ljudeh stvari, ki jih drugi niso videli. In ko sem bila še majhna, jaz sem hodila v gozd. In sem se pogovarjala s temi vilini in škrati, meni je bilo to tako resnično in nobenemu nisem mogla tega povedati. Res sem imela čist svoj življenje. Nisem imela toliko fizičnih prijateljev. Nisem imela neke... Pa si to tudi vizualno zaznavala? Ali samo preko nekega občutka notranjega? Videla sem. Jaz sem to tako kot tebe, a veš. Jaz se spomnim, ne vem, mogoče sem bila stara 7, 8, kaj sem tam nekje.
Jaz sem to videla. Meni je bilo to svet, ki je bil zame dosti bolj normalen in prepričljiv kot življenje z ljudmi, med katerimi se pa od nekdaj nisem dobro počutila. In če se spomnim otroštva in odnosov, in to meni bilo to vse prezahtevno. Meni je to bilo, ne vem, kreganje, konflikti, meni to ni šlo. Nikoli nisem mogla tega od majhnega sprejeti, da je to normalno. In so se že čisto majčkeno spraševali, zakaj je tako, ne? Zakaj je tako, zakaj ljudje trpijo, zakaj imajo ljudje probleme, zakaj se to pa to dogaja, kaj je zdaj narobe, ne? Jaz sem si zastavljala vprašanja, ki mi jih noben ni znal odgovoriti. In pa sem s staro mamo debatirala v kakšnih takih zgodbicah iz njenega otroštva, iz kakšne take malo drugačne, mistične bolj, ne, ker ona je imela nekaj teh izkušenj svojih in sem skozi hotela, daj mi še to povej, ne, kako ste videli ono dušo, kako je bilo to, kaj se je tam pa tam dogajalo, ker ona mi je teh zgodb nekaj pripovedovala in jaz sem skozi hotela, da mi to govori. Ker se mi je zdelo neskončno fascinanten, obstaja nekaj, kar vidijo določeni, no, moja stara mama je marsikaj tudi videla, ne, in jaz sem želela z ljudmi to govoriti. Mene, kaj je tam, ne vem, šola me nikoli ni zanimala, niso me zanimale povprečne stvari, kar se, ne vem, povprečnemu človeku zdi vse super pa in sploh, meni pa ne. In ta razlika med mojim dojemanjem sveta in dojemanjem večina okoli mene je bila taka neverjetna razlika, ne. In komu naj zdaj to povem? Komu da jaz potožim, da jaz v bistvu težko živim v svetu, ne? Da težko poslušam te zaplete, da se skozi neki morajo pravzaprav, ja, konfliktov, da so skozi neki konflikti. Zakaj je to treba? Ne? Posebno, ker sem pač živela v okolju, kjer je bilo tega res veliko. In pa sem ljudem govorila o njih, ne? To se pravi, sem jim ta zapis o njih samih brala že zelo zgodaj. In jaz sem rekla, ta ni v redu, ne, pa nisem vedela, kaj je to. Rekla sem, ta, ne vem, je temen, ne, ali pa ta je to pa to. In so se me ljudje začeli bati. In so se me začeli izogibati, ne. Začeli so pravzaprav, veliko sem imela teh izkušenj, da niso se hoteli družiti z mano, ker sem bila zelo iskrena. In sem jim govorila o njih tudi to, kar sploh ne vem, nisem vedela, od kje vem, ampak sem vedela. Vedela sem, kakšne razmere imajo doma, recimo, če govorimo o moji osnovni šoli. Prišla sem v razred in sem rekla, ti pa ti ste se o meni pogovarjali, vem, kaj ste se o meni pogovarjali, vem, kaj si mislite. To je bilo grozljivo s temi darovi mojimi biti otrok. Ker prvič, komu zdaj to mojo občutje povedati, s kom se sploh lahko pogovarjam, kdo je res, mogoče, kdo me sploh razume, ne? Ampak seveda me Ti si zaznavala neke stvari v bistvu izven časa in prostora, ne? Izven časa in prostora. In se spomnim, ko sem imela enega psa in jaz sem se s tem psom pogovarjala, tako kot se zdajle midva. Midva sva imela konflikt, oziroma kontakt, sem hotela reči, boljši kot z ljudmi. In jaz sem rekla temu psu, jaz se spomnim čist, lej, zdaj sem spet prišla k tebi. V kočo sem šla k njemu. Saj, zdaj imam enega, ki me razume. In on je z mano govoril, ne. Mislim, saj jaz sem tako slišala. Komunikacija. In to je bil moj prijatelj. In tako sem v bistvu na nek način šla v ta svet zavestno, ker tam je bil nekdo, ki me razume. In ti si v bistvu to, recimo, komunikacijo psa si potem pri sebi pretvarjala v besede? Ja, vedno sem slišala, ne. On se je odzval na moje besede. Jaz sem njemu na glas govorila, slišala sem ga pa v sebi, kar je on v meni odgovarjal, ne. Se pravi, kot da bi z duhom se njegovim povezala. In sem šla recimo v gozd in so me pozdravila drevesa in so mi pokazali, kje so gobe, recimo, pa te mala bitjeca, ki so po gozdu. In jaz sem se počutila del tega kraljestva. Ker sem pa mogla iti v svet, kjer je bilo treba živeti, kjer se je bilo treba boriti, ker je bilo treba tekmovati, ker se je bilo treba primerjati. Tam sem pa zmrznila, ne? Ker nisem imela nikoli tega v sebi. Nisem razumela prvič, da so ljudje res lahko nesramni, zlobni in tako naprej. Meni to ni bilo v mojem pogledu. In me je od nekdaj to zelo prizadelo. A veš, ko so se ljudje, vedno tudi vrstniki so lahko zelo nesramni, se s tabo norca dela, meni to zelo prizadelo. In pa sem se umikala iz tega sveta, ne? Bežala sem stran, meni so se ljudje zdeli, po svoje sem si želela družbe, po svoje sem si želela, da bi me imeli radi, normalno,
vsak si to želi in sem hrepenela, dej, da se pogovarjam, dej, da nekoga povabim, dej, da z nekom nekam grem, dej, da nekomu nekaj dam, sam, da me bo imel rad. Neskončna ta potreba po tem občutku, seveda, da sem ljubljena, ampak od okolice jaz tega res nisem dobila. Tudi v bistvu v resnici ne verjamem, da lahko to od okolice res dobiš do take mere, da si nekako sebi zadovoljen, da je to res tisto polnost. Skozi bolj to spoznavam, da pravzaprav lahko te zunanji ljudje nam že dajo en občutek, da smo fajn. Ampak a smo res zaradi tega ljubljeni od znotraj, to se pa vedno bolj sprašujem, ali je to res možno, da pride v človeka. In prihajam do odgovora, da ne. Je nekaj, kar presega čas in prostor, ne? In ta ljubezen ni slučajno rečena, ljubezen do sebe je tista bistvena. Ampak jaz že toliko in toliko let o tej ljubezni govorim, ampak tudi ne moram reči, da sem skozi to razumela. Da sem vedela, kaj govorim v resnici. Govorila sem nekaj, kar pa dostikrat nisem sama mogla iz svoje lastne izkušnje, razen seveda sem pa tja normalno, ko si v enem višjem stanju. Ampak v povprečnem svetu sem se sama osebno srečevala z mnogimi notranjimi občutki, ki so mi pa nasprotno govorili, da ne pašem v svet, da nimam tukaj kaj iskati, da kaj sploh delam tukaj v tem svetu. Nisem našla poklica, ki bi me zadovoljil. Jaz sem hotela delati z ljudmi in to sem povedala na svoji, kaj je bila tam pedagoginja v šoli. Ona me gleda, kaj, nimaš dobrih ocen, ne moreš biti psiholog, ker kdo pa dela z ljudmi drug kot psiholog. Se pravi, sem že takoj padla ven iz tiste možnosti, kaj bom zdaj jaz počela. To se pravi, pot mi ni bila nekako tlakovana, ali pa nisem imela fizično tako tlakovane, da bi se lahko izobraževala uradno, torej nekako preko inštitucije, da bi pridobivala znanje. Tako da sem pravzaprav bila prepuščena sama sebi. In sem iskala potem znanja od malega. Jaz se spomnim, bila sem stara mogoče 13 let. Jaz sem prebrala vse tiste revije, Arka, Tajne, to, kar se je dalo dobiti v hrvaščini, saj v slovenščini ni bilo, ko je prišla Avra, to je bilo pa zelo kasneje, precej kasneje. Ampak jaz sem to požirala, kar mi je prišlo v bistvu v roke, ker jaz se spomnim, da sem, ne vem, bila sem po moje stara 8 let slišala Konec sveta bo. Mene je to vrgalo v totalno dramo. Kaj je to zdaj pomeni? Kdo bo meni zdaj to razložil, da sem jaz na televiziji to slišala? In mi noben ni razložil. In potem sem prišla do Nostradamusovih pratik in jaz sem tam listala celo, kolikor sem imela možnost, sem iskala neke informacije, kaj se zdaj dogaja s planetom. Sem govorila, mi moramo pomagati, nekaj moramo narediti. Pa sem odgovorila, kaj pa ti zdaj tukaj, kaj pa ti naredila, saj je čisto en navaden tam človeček mali, kaj pa ti zdaj naredila. In jasno, sem hitro ostala brez sogovornikov. Kdo zdaj z mano bo govoril resne teme, če sem bila jaz tam stara 10 let, hotela sem se pa o življenju pogovarjati, recimo o modrosti, recimo to, o čist navadnemu življenju, kako razmišljati, ali pa kako, kaj se jim skrbeti za druge. Mene so te teme zanimale. Odkar se spomnim, sem reševala živali po cestah in isto sem delala z ljudmi. Reševala sem tiste, ki so bili marginalci, ki so bili postavljeni na stranski tir od večina ljudi, predvsej takih, ki so bili zavrnjeni od okolice zaradi česarkoli. In jaz sem v vseh teh ljudeh videla dobro. Jaz sem verjela, da so ljudje vsi dobri, da vsi ljudje dobro mislijo in da imajo dober namen. Žal, izkušnja mojega življenja govori drugače. Žal govori moja izkušnja o tem, da so mojo dobroto več ali manj vsi hoteli izkoristiti. Tisti, ki sem jih vlekla in da sem jim dajala materialno, čustveno, psihično neko zavetje, ampak rezultata, ki sem si ga jaz želela, to je bila moja ideja, da bodo te ljudje pa zdaj se postavili, pa da bodo zaživeli, pa ni bilo čist, kot sem si zamislila. In sem se zelo zgodaj srečala s to potrebo človeka, da izkoristi dobroto. In to je bilo zame šokantno. Jaz sem delala in z mladimi otroci, z odraslimi že zgodaj, ker sem v svoje poslanstvo, če tako rečem, stopila že tam prej 25 letu. In prej sem delala čist komercialno.
delala sem pravzaprav v prodaji in sem bila uspešna, moram reči, ne. Sem imela uspeh. Ampak, ko sem jaz dojela, da jaz ljudi več ne bom manipulirala in da ne grem se več te igrice, meni je bilo jasno, kaj se tam dela, sem jaz s tem zaključila. In sem takoj rekla, takrat sem čutila, da to ni moja pot, ne. In ko sem šla na svojo pot, je bilo težko, ker sem se mogla enkrat upreti na svoje darove in nisem vedela, kako zdaj te darove materializirati, kako zdaj s temi darovi si ne nazadnje. Irena, če te lahko samo eno podvprašanje postaviš, nekaj mi reče, nekaj mi pravi, da te moram to vprašati. Recimo, marsikdo se verjetno srečuje s tem, da želi dobro, vidi dobro v ljudeh, pa je potem izkoriščen, ne? A bi lahko ti rekla, da si ti bila nek energijski portal in so oni nekako zaznali to tvojo energijo in jo nekako hoteli za sebe vzeti, ne? Pa kako se zaščititi? Ja, to je zelo dobro vprašanje. Jaz tega nisem znala. Jaz sem imela s tem zelo velike probleme, ker jaz dejansko v moji glavi ni bilo, da so ljudje slabi. In zato mi ni bilo jasno, da se v resnici lahko zgodi kaj takega, kar sem jaz na lastni koži doživela. In šele kasneje sem začela raziskovati in zaščite in podpore in vse te stvari. Ker na začetku mene ni nobeden fizično tega učil. Jaz sem se v bistvu na svoji lastni izkušnji učila. Učila sem se prek vodstva, preko mojih duhovnih spremljevalcev. Učila sem se od tega, kar mi je bilo na nek način postavljeno na pot in so me izkušnje učile, ne. In pa sem pridobivala seveda tudi izkušnje, recimo temu, opazovala sem druge, ne. Tako da sem se učila, ne bom rekla iz izkušenj drugih, ampak probala sem narediti ali pa probala sem se naučiti stvari, da bi mi koristile, no, z eno besedo. Ampak od ljudi nisem dobila znanja. Ljudje mi tega, čeprav sem si zelo prizadevala, obiskala sem tudi jaz osebno zelo veliko ljudi, ki se ukvarjajo s temi temami, ampak meni osebno zelo, zelo malo je kdo lahko pomaga. In tako da sem se mogla kar na sebe zanesti, na svojo lastno vodstvo, na lastno pot in seveda začeti. Sem začela delati, pomagati in seveda tako je tudi dan danes. To se pravi, da moramo zaznati, kdo ima lahko potencialno nek slab namen, ne? Oziroma je energijski vampir, ali kako rečemo. Točno tako. In najbolj svetle podobe na fizični ravni so lahko kontra, ne. Tokrat je ta tema skrita za svetlobo. In moram priznati, da se še zmeraj tega učim, ker še zmeraj sem dostikrat preveč še v tej predstavi dobrih ljudi, ne, da si moram zmeraj reči, daj vidi tako, kot je, ne. Daj spreglej resnico, ne. Daj spreglej tako, kot je res. Ne se tega več. Preveč. Verjetno si ti videla v njihovo dušo, ki je res dobra v samem jedru, ne, ampak kaj so pa ta prikrivala, ki jih nosimo, ne, razni programi, je pa po mojem čisto drugo, ne. Ja, midva z možem imava v bistvu šolo, kamor sem jaz pripeljala veliko duš. In zmeraj sem rekla, to so ful lepe duše. Ampak ko je bilo s temi ljudmi treba začeti, oziroma ko smo delali z njimi, da bi te ljudje se naučili biti odvisni od svojega lastnega izvora luči, ne, povezani s sabo, in da bi postavili osebnostno strukturo, ne. Tam so se pa začele seveda stvari malo drugače kazati. Ker eno je duša. Mi smo kot duše lahko prvič lepi, čisti, krasni, ampak je dejstvo, da na to dušo se marsikaj pripelje iz preteklih življenj in zdajšnjega. In to, kar jaz velikokrat nisem dosti dala poudarka, je ta osebnostna struktura. Kaj smo mi dobili iz te naše družine? Kaj smo dobili iz vzgoje? Kam nas je to zdaj pripeljalo, ne? A smo mi samozavestni? Imamo občutek, da nekaj zmoremo, da smo vredni, recimo, ne? A imamo občutek neke varnosti, zaščite, ker so te osebnostni stebri? Ali tega nimamo?
In seveda jaz sem verjela, da če imaš dušo okej, da pol imaš tudi to osebnost, da jo boš, ne vem, sestavil ali pa da jo boš sam nekako ojačal. Ampak spet ni res, ne. Eni to naredijo, mislim, ni res za vse. Eni to naredijo, eni pa tega ne naredijo. Eni pa to niso pripravljeni narediti. Ker če jaz v osebnosti nimam reda, discipline, kar sama tudi ljudem govorim, da je precej pomembna stvar, ne, pol mi gre vsa energija, se razprši, nimam fokusa, nimam jasne namere, kam vložiti pravzaprav neko osredotočenost, kam se osredotočiti, ne. In zato, da jaz nekaj dosežem, da imam jaz rezultate v življenju, jaz moram v to nekaj vložiti. Če pa jaz v življenju nisem tega navajena, ali pa skratka, nimamo delovnih navad, ne. Mi bi še vedno, tudi takrat, če nimamo delovnih navad in nimamo teh privzgojenih vzorcev, da je treba na nek način nekaj vložiti, da se treba potruditi, ne. Vsak bi rad tisto imel. Tak, ki ima delovne navade, vsak, ki ima vrednote in tak, ki jih nima. Oboji bi rekli, ne, če sta zdaj dva človeka, ki prideta k meni, ja, jaz bi to, jaz bi ono, jaz bi tretje, ne. Samo jaz, ko vprašam, in kaj si pripravljen narediti, recimo, veliko mi prihaja z vprašanjem, kaj pa partnerstvo? In večina imajo neke polomljena partnerstva in podobno, ne. In oni pridejo, kaj narediti zdaj, ne. In jaz rečem, ja, kaj si pa pripravljen, ne. Veliko me pridejo spraševati, a bom jaz dobil zdaj tega idealnega partnerja, ne. In jaz tega odgovora ne morem dati, ne. Jaz ne morem reči, ja, ne, ker prvič ne napovedujem prihodnosti, drugič mi je pa jasno, da se cikel, ki se jim ponavlja, ne bo nehal, če ne bodo prekinili z nekimi starimi vzorci. In če tukaj vidim pač svojo nalogo, da jim pomagam razbrati, kje oni se ciklajo, kje oni grejo v napačno smer, zakaj se njim nekaj ne zgodi prav, torej je lahko odvisno od tega, da nekam napačno usmerjajo energijo. In jaz jim pomagam to, če temu rečem, ozavestiti, prepoznati vzorce iz tega življenja, ki so jih lahko dobili v družine, rodbine, karkoli, ali okolja, v katerem so rasli, ali pa seveda vzorci, ki so navezani na pretekla življenja, ne. In če je neka duša imela veliko življenj, kjer se je dogajalo nekaj slabega, negativnega, velika verjetnost, da tudi v tem življenju neko podobno situacijo živi, ker duše niso tako, a veš, jo, tam si bil bogat, tam si bil to, ono, tretjo, pa si pa enkrat bil reven, ni čisto, ne. Povezanost, ne, vse je nekako povezano. Ima nek namen, ne, in duša ima neko svojo smer, po kateri ponavadi hodi in ni zdaj, da bi prav veliko odstopa, ne. Ljudje bi strašno radi slišali, a sem jaz bil kdaj pomemben, ne, a sem jaz kdaj imel neki res tako ful pomembno vlogo, ne. Ljudem ta slava, čast in to še zmeraj veliko pomeni. Pa jaz gledam zapise, pa v zelo malih zapisih najdem res neke vloge, ki so bile dodeljene tem dušam, ne. Se pravi, je malo ljudi, ki imajo neko karizmo, ne, ampak spet, če se vprašava, a bi ljudje radi bili na nek način vidni, a bi bili radi ljudje opaženi? Normalno, vsi bi bili radi vidni. Pa tudi tisti, ki se tam drži zmeraj v enem kotu, tudi iz tistega ponavadi, če želi delam na tem, ne, zvlečem to idejo, ja, bi rad nekaj postal. Se pravi, ta želja, da nekaj postaneš, da nekaj narediš, kar mogoče bo prepoznavno, ali pa da te bo vsaj videli, če ne prepoznali na splošno, ampak vsaj opažen, to je pa pri nas v naši notranjosti, kar pri vseh, ne. Zato mi je dostikrat res en tak izziv, ne, kako zdaj ljudje me sprašujejo, kako naj jaz živim, kje so moje darovine, to je zelo pogosto vprašanje, kje so moji talenti, ne. In ja, jaz lahko preberem talente, darove, lahko poslanstvo, lahko se pogovarjam o poslanstvu. Zdaj pa ta trenutek ti stojiš tukaj na točki, kjer si. Si ne samozavesten, ne verjameš vase, ne zaupaš si, imaš polno nekih slabih izkušenj in čepiš doma in se smilaš samo sebi. A jaz mu tukaj govorim o poslanstvu, ki bi lahko bilo drugačno. Ampak od tukaj, kjer on je, do poslanstva je pot. In te poti se ne da skrajšati. Ker ne more biti ena depresivna oseba hkrati tudi
poslanstvo, mora biti v neki frekvenci, ne. Se pravi, iz tega stanja, v katerem si zdaj in si, ne vem, depresiven, kakršenkoli, se ti moraš dvigniti. In moraš nekaj narediti osebno sam, ne moreš zdaj zdraviti ljudi, tudi če imaš poslanstvo. Ne moreš zdaj pomagati ljudem, da že, ne vem, nekaj, kaj s vem, z njimi počneš, ker to imajo duše, veliko duš ima to zapis. Če ti sam zdaj si tam v Bogem jazu, če ti sam zdaj le meni razlagaš že pol ure, koliko je vse hudo, koliko je vse težko, koliko te ne mara, koliko, ne? Tudi to pogosto slišim od ljudi. Torej, dej samega sebe, ne. Se pravi, odvadi se biti negativen. Jaz to strašno veliko, zelo veliko poudarjam, ne. Ne se temu prepuščati. Ne, jaz nisem tolerantna do tega jokanja, stokanja, pritoževanja, jaz to hitro ustavim drugače. Ker sama sebe v tem ne zadržujem sama sebe v tem, če se le da, pridejo seveda vedno tudi situacije, ampak jaz osebno živim to, kar potem želim tudi drugim predati. Se pravi, če bi tisto, kar jaz iz sebe čutim, da je prav, ne, tisto lahko potem svetujem ljudem. In vem, ker mi smo programirani smo iz vseh koncev, predvsem iz televizije, in vse nas v bistvu vleče v te v bistvu nižje frekvence, ne. Vse je neko streljanje na televiziji, pritoževanje, strah, ne. To se mi zdi ena tista stvar in se mi zdi, da kar odvisni postanemo od tega, ne. Druga je pa to, kar si omenjala, ne, smo sprogramirani na tak način, da želimo kar hitre rešitve, ne. Dan se namaže s kremco, jutri boš lepa, ne, recimo. Nimamo tega časovnega horizonta, tako kot si ti rekla, ne, da je potrebna pot za nekaj narediti, ne. Da je v bistvu, da preden ti dvigneš frekvenco, traje in ti moraš delati, ne. Tako, no, mogoče kaj o tem, če poveš še. Ja, danes je na tržišču ogromno ljudi, ki ponujajo instant rešitve. Kot si rekel. In stiska človeka, ne bo psihična, fizična, kakršnakoli, te pripelje do različnih ljudi. Skozi več. Zdaj pa, kakšno imaš ti tisto čarobno palčko, če jo imaš, ne? Ja, velika verjetnost, da kratkoročne rešitve enega človeka, ki ima res probleme, ne bodo rešili. Se pravi, ne verjamem, da je možno za eno tako, kot jo nekateri tudi dejansko ponujajo čarobno palčko, odčarati človeka. Zato, ker da se je on znašel v situaciji, kjer je fizično zbolel, kjer ima, ne vem, take in take probleme. Za tem stoji cela paleta vzrokov. In jaz, tudi če te vzroke preberem, ker jih lahko, njega še zmeraj ne bom rešila, ker tudi ga ne morem. Lahko ga ozavestim, poglej, tukaj si zaradi te pa te situacije. Tvoja pot bi bila lahko, če se na nek način spremeniš. To je neobhodno. Kako se bo zdaj ti spremenil? Ja, tako, da bo začel stvari delati drugače, kot si jih. In se začne čisto z osnovnimi stvarmi, ne? A veš, koliko ljudje, kaj se vem, smo navajeni na neke vedenja, na neko nenazadnje razmišljanje, ker smo programirani. In ta pot od tukaj, ker se nahajaš in si bolan in te matrajo to pa te stvari, pa do tam, da boš super, da boš v nekem smislu doživel res to srečo, je pot odpovedi. In tega ljudje nimajo toliko radi, ker ko omenjam odpoved, je že to v ljudeh, wow, kaj zdaj to pomeni, ne? Pa bi lahko rekla, da je to osvoboditev od odvisnosti? Ja, absolutno. Ker odpoved ni zdaj vedno samo materialna, ne? Ne vem, če si ti odvisnik od trave, je jasno, da je zdaj fajn, da to pustiš, ne? Ali pa če se. Ampak, če imaš pa bolj problematične so odvisnosti, ki so na ravni, to se pravi nefizične odvisnosti, kjer se pa dosti težje odpovedati, ne? Čemu se ljudje najtežje odpovejo? Kontroli. Tega, da imajo vse v nekem smislu pod komando. Temu, da imajo zelo močen svoj prav ali pa da imajo močen recimo svoj ego.
prepričanje vase. Ni res, da so ljudje v povprečju ne verjamem vase pa tako naprej. To ni res. Res je, da so ljudje večinoma preveč prepričani, da imajo prav. Preveč verjamejo svojim občutkom. Preveč, pa ne unim ta pravim, ker obstajajo vsaj dve vrste občutkov. Eni so tisti, ki ti jih pridejo po navdihu in so motivacijo in so spodbuda in te peljejo na pot višjih dimenzij, če tako rečemo, in so zmeraj inspirativni in so zmeraj navdihujoči, lahko tudi opozorilni, sam nikoli niso čustveni. Potem imamo pa mi celo paleto občutkov, ki so čustvenega izvora in so iz naših izkušenj, iz naših spominov. In ljudje rajš verjamejo tem občutkom, ker to je bolj varno. Ker te so agresivni v resnici, ampak ljudje rajš imajo to. Se pravi, rajš verjamejo, jaz sem slabe volje in sem do tega upravičen. Jaz sem nesrečen in prav je tako. Mislim, ne prav, ampak ko je, v tem smislu. Ne prav je, ampak ko pač je. Se sprijaznijo s tem. Ker v bistvu ljudje imajo, vsaj po mojih izkušnjah, mogoče premalo te iniciative, generalno se moram spremeniti. To se pravi, fundament, moj osebni temelj moram spremeniti. Tam, kjer sem se jaz zgradil, moram iti nazaj in pogledati, kako je moje življenje potekalo do zdaj in pogledati, kaj pa mogoče ni najboljš za mene in to seveda vrštveni svojega življenja. In pridemo do tega, da so to ponavadi navade, pridemo do tega, da so to naše misli, ki nas praktično non-stop obletavajo, pridemo do tega, da smo v povprečju premalo v sebi. In to je tudi nekaj, kar je treba izboljšati. Preveč poslušamo druge, mnenja drugih, nasvete drugih, kje pa smo mi zdaj tukaj pri vsej stvari. Zelo malo nas je, In naša vzgoja nas je ven metala iz nas, ne noter. Nam niso rekli, samega sebe se nauči poslušati. Nam so rekli, to je pametno, to se uči, to znanje rabiš. Usmerjali so nas na zunaj. Vzgajali so nas in v šolah, v družinah, v to, da mi nismo to, kar smo. Torej, noben se ni ukvarjal, ti si pa talentiran za kreativnost, daj kreativen bod, daj to pa to delaj. Koliko smo mi dobili v svojem otroštvu motivacije? Ne vem, mogoče ti si ampak moja generacija ni bila toliko pod tem. Se pravi, zdaj mogoče te generacije je tega veliko več, kot je bilo. Ampak za mene osebno, jaz te sploh ne vem, kaj to je, če te nekdo spodbudi, motivira. Je bilo prej kontra vse skupaj. In kako boš zdaj iz tiste podobe, ki si jo zgradil iz tega okolja, ki je nekje vpliv, seveda, mnenja drugih, ali pa njihovega videnja, ali pa njihovih prepričanj, kako boš zdaj ti vedel, kdo si, če ti to noben ni povedal. In največkrat je to, da te ene težke izkušnje do tega pripeljejo, da se moraš sleči starih teh oblek, ki si jih gor na sebe dal. In se moraš tega na nek način osvoboditi. In moraš zadihati. In si reči, ok, vse, kar sem se naučil, vse, kar sem pridobil iz okolice, moram zdaj odvršiti. To je ta odpoved. Odpoved nekemu naučenemu, staremu kalupu, po katerem je naše življenje šlo avtomatizirano. Ko pa mi stopimo na svojo pot duše, pa ni več avtomatizirano. In pa to življenje tako, lahkotno, Ok, Irena, kako stopimo na to pot duše? Brez skrbi. Kaj praviš? Kako stopimo na to pot duše? Mogoče, glih se nanaša naslednje, kako stopimo na to pot duše oziroma kako zdaj zaznati ta notranji občutek, ki ga tudi ti omenjaš, kako bolj poslušati sebe, ne toliko okolice, ker mi smo vedno navajeni bili, drugi bojo za nas odgovornost prevzeli, drugi bolj vejo, zdravnik bolj ve, učitelj bolj ve, delodajalec bolj ve, dajo ti službo, dajo ti zdravnika, dajo ti stanovanje, vse. In nekako je vse to nekako navzven, noben pa, mislim, ni pa tistega, koliko pa zdaj sebe poslušati, koliko pa ta notranji občutek, koliko se povezati zdaj z neko višjo silo, z nekimi vodniki, tako kaj bi rekla, mogoče, kak praktičen napotek za vse ljudi, kak to dosežiti, Tako kot recimo, ko se ti povežeš lahko, Ja, veš,
to je res stvar, ki se v resnici po kalupu ne da naučiti. Jaz imam svoj način, ki ga pravzaprav ne moram nobenemu predati, ker je iz mene. In zato začetek, ko me ljudje sprašujejo, kako naj zdaj iz tega kaosa pridem, ljudi jaz samo nekako jim dam par smernic. Da se začnejo zavedati, da oni niso od tega sveta, da ne pripadajo svetu in da ne poskušajo čim manj biti sužnji tega sveta. Kar pomeni ne skakati za tistimi instinkti, ki hoče od tebe, ne vem, hrano, pijačo, cigarete, telefon, mediji in tako naprej. Korenčki, ne? Kako? Korenčki. Ja. Daj začni preverjati, a je to res dobro zate. Daj razločuj, a te ta impuls pelje ven iz sebe ali te od sebe. To se pravi, probam jih v to smer, da naj pazijo, kaj njihova glava počne. Ker srce je edini pravi, ki vam bo dal, jim rečem, pravi občutke. Ampak večina vas ni v srcu, nas ni ali kakorkoli. Se pravi, se moramo povezati srce. Se pravi, moramo sploh verjeti, da dejansko naše srce je prostor, kjer lahko mi najdemo bližino z nečem, kar ni od tega sveta. In zato ljudi ne učim meditirati, ker sama osebno se tudi tega nisem nikoli učila na en način nekih korakov. Jaz to delam, kot sem rekla, na svoj način. Jaz zelo preprosto poskušam ljudem to duhovnost predstaviti. Tako da recimo, da jim rečem, ko zjutraj vstaneš, spomni se, da ta dan, ki ga imaš pred sabo, Bogu izročiš. Reči, kakor hočeš, lahko mu rečeš tudi stvarnik, sej meni to nič ne pomeni kot ne. Ampak vemo, zakaj se gre. In prosi za dan, da bo ta dan voden, da bo ta dan lep, da bo ta dan blagoslovljen, da bo napolnjen z milostjo, da bo dan šel tako zate kot dušo dobro. In pa se čim večkrat je možno vstav za nekaj trenutkov in reče, se bom povezal svojo dušo. In se samo probi umiriti in se spustiti vase. In spet umiri se, da boš čutil, kaj ti čutiš od znotraj. In potem jih učim, probi čutiti, kaj doživljaš v odnosu z drugimi, a se počutiš dobro, a se ne počutiš dobro. Probi prepoznati po svojih občutkih, v kakšnem krogu se gibaš. In probi na ta način odreagirati, da z opazovanjem postaneš drugačen, kot si bil prej. To se pravi, spremeni spet samega sebe. In probi opazovati, da bo ta sprememba, ki jo boš naredil, vplivala na to tvoje počutje. Ali bo spet isto, Se pravi, a pride stvar iz okolice, kar pomeni vpliv zunanjega sveta, ker ga je veliko, ali pride od tebe in je ta vpliv že v tebi. In tako probam ljudem prikazati, da je ta duhovnost v resnici zelo, zelo preprosta. Ne, da je to neka filozofija, ki jo je treba zdaj študirati knjige ure in ure, ampak je zadeva z parih veden ali pa spoznan, ko v vsakodnevnem življenju začnejo počasi spreminjati tok tvojega življenja. In to življenje ni več potem divjanje, zato da boš imel, ne vem, denar, službo, karkoli, ampak začenjaš, to je pot duše, zamenjevati namen. Torej, nisem več usmerjen v zunanji svet, ki me je prej nekako hotel imeti za sebe. Usmerjam se vase in želim to, kar je zame prav. In prepuščam, da se zgodi tako, kot je prav. V najvišje dobro. In tako ljudi učim, da izdahnejo večkrat, da odložijo svoje bremena, da enostavno probajo prepoznati, da ogromno enih bremen nosijo tudi drugih ljudi in da tega ne rabijo. In posebno, če so čustveni oziroma če so tako empati, kot sem tudi jaz,
hitro prevzameš neko stisko drugih ljudi in začneš čutiti njihove stiske, njihova čustva, njihove bolečine. In potem doživljaš to kraj. In ljudi, tudi to jim povem, da bodo oni sebe čutili, se morajo tudi naučiti, kaj ni njihovo čutenje, torej kar ni od njih. Tako da to so, to je malo prakse potrebno. Tako da dušo živeti v telesu ni tako enostaven, zato so seveda vse ljudi, ki so imeli malo drugačne poglede na življenje, v preteklosti, so jih dali na grmado ali karkoli, to se je v zgodovini non-stop dogajalo, taki ljudje niso bili zaželjeni za povprečno, za klere, za povprečen posvetni svet, ker razmišljajoči drugače so bili vedno trn v peti vsaj komu in so se vedno spotikali od njih. Zdaj, drugo je, danes je ta svet malo drugačen, nas ne bojo dali na grmado, ampak še vedno pa doživljamo napade, take in drugačne energetske strani ljudi. In tukaj se potem že dotikava zdajšnjega časa lahko, ko nas neskončno z velikih vidikov poskušajo podjarmiti. Ne samo s tistim, ki vidijo naše oči, ne s tistim, ki slišijo naše ušesa. Stajajo tudi drugi načini, kako nas podrediti, kako nas stlačati v resnici tja dol, kjer ne bomo več upali dvigati svoje glave. In zato so to psihotronične stvari in so psihološke, torej nekaj, kar psiho našo poskuša, če temu rečem, onesposobiti nam jo ošibiti. In mi se sploh ne zavedamo, koliko je zdaj pomembna zavest. Da mi smo živi, da imamo mi tisto živo energijo, da je v nas ogenj, da je to dragoceno, da je to dar, da je to sploh najbolj pomembno, da imamo temperament. Če smo mi že pristali med povprečnimi ljudmi, ki imajo glavco dol, smo zaključili pot. In več nas bo, ki si to glavco bomo upali dvigati po domače, bolj bomo imeli podporo naše duše. Ker zdaj pa smo v času, ko pa naj bi zmagala, če temu rečemo ljubezen, pa naj bi zmagala svetloba, pa naj bi zmagale dobre vrednote, pa naj bi bil to prostor, kjer bi se združile duše v eni in isti miselnosti, da smo božanska bitja. In naj bi živeli to harmonijo, v kateri marsikera duša sanja in gleda tako v nebo in reče, joj, tam gor sem jaz doma. Ja, duše, ki so zemeljske, niso v resnici, ne znajo drugega videti, kot vidijo materialni svet. Duše, ki prihajajo zgoraj, iz zvezd, iz drugih galaksij, karkoli, one imajo s sabo to v sebi zavest, da je nekaj več. In zato tisti, ki nismo zemlje, nekaj drugega čutimo in nam ni to, kar nam prodajajo tukaj in nam v narekovaju flancajo nekaj, nas ne zadovolji, to ni to in mi rečemo, ne nas tukaj nekaj zavajati. Ker duša, ki je prinesla neko zavedanje ali pa spoznanje drugih svetov, ve, da je ljubezen tisto nekaj drugega, ve, da je recimo temu prijateljstvo, da odnosi bi morali biti drugačni. Ampak tega na zemlji, nažalost, zdaj še ni. In mi smo v teh razdvajanjih svetov. Pa je vse večja težnja k temu, da bi mi, ki smo mogoče malo bolj usmerjeni v to, če temu rečem, drugo zgodbo, da bi nas dobesedno zgazili. Dostikrat mi to zdaj v zadnjem času povejo. Imajo ta občutek, da ne bodo zdržali. Ampak moramo zdržati, druge nimamo. In bolj je zdaj občutljiva, senzitivna duša lahko teh pritiskov čuti res veliko. Ampak mi se moramo zavedati, da moč v našem srcu pa ni od tega sveta. In ta moč nas lahko poveže v nečemu, kar je več. Ne tista v glavi. Mi si lahko takole govorimo marsikaj, ampak glava nam ne bo dala nič v resnici.
nas bo samo napolnjena z informacijami. Ta moč je tista, ki nekaj velja. In zato je siguren čas povezovanja v ljubezni. To sem popolnoma prepričana. Da je treba iz svojih zapisov obuditi to ljubezen, ki ni od tega sveta. In po tej poti se na nek način podati. To je moje razmišljanje. Ko smo se pogovarjali po telefonu, si tudi rekla, ne, da k tebi prihajajo ljudje, katerim se zdaj, si rekla, prebujajo stari zapisi in čutijo na svojem telesu fizično neke stiske, neke spremembe, tako, ne, grejo od zdravnika do zdravnika, pa nič ne najdejo. Mogoče še ta del malo osvetlima. Ja, ob spreminjanju naše, če temu rečem, energije, se spreminjajo vsi nivoji, ker mi smo iz večjih teles sestavljeni. Fizično telo je tako, kot da bi rekla na stari napeljavi. Ima vgrajene not stare programe, instinktivne, nagonske, strahov malo morje, po preživetju, po izgubi, oziroma zaradi izgube in podobno. Ampak ta program, ki je tudi v fizičnem telesu, ni samo v fizičnem telesu, ampak tudi v fizičnem telesu, je omejenost. In nas drži praktično cel življenje v nekem primežu, v katerem mi ne moramo se sprostiti, se ne moramo čutiti kot duša. In da bomo lahko se bolj počutili povezane s telesom, se mora tudi telo v svoji frekvenci spremeniti. In se mora transformirati. Zato v naš celični zapis zdaj vstopajo svetlobne kode. In mi zaradi preteklosti imamo genetiko zelo obteženo z nekimi temi negativnimi stvarmi, ki se na nek način morajo transformirati z našega telesa, ampak mi jih mogoče po svoje tudi ne bi dali, ker smo se na njih navezali. In ker zdaj skozi bolj postaja jasno, da naša volja, tisto, ki bi mi radi izsilili, dobili, nekako na vsak način imeli, se pravzaprav smatra kot neko breme. In skozi bolj je pomembno, da to damo, kar je naša volja. Ker naša volja je, a veš, tisto, kar so naše predstave, pričakovanja, karkoli. Iluzije, ne nazadnje. In ta del, da se mi odpremo eni volji, ki je za nas res najboljša, duhovni volji, ne? To je pa proces, ker mi nismo tega navajeni. Naši možganske celice tega ne iščejo, ne znajo na to se priklopiti. Se pravi, mi moramo telo tudi transformirati, energijo celic. In naše telo gre zdaj tudi čez proces prebujenja božanskega zapisa. Zato to pomeni lahko za nas tudi bolečino. Lahko je to telo zveriženo, lahko doživljamo bolečine po celem telesu in potem prideš v zdravniku in ti reče fibromialgija. To znajo, to so se naučili, da bojo, to je bolezen tega časa. In še kakšne druge stvari. In ljudje potem se zapečatijo, to je neozdravljiva bolezen in dejansko potem so še bolj ujetniki te bolečine. Ne? Ker je medicina že samo fibromialgijo določila kot kronično avtoimunsko bolezen, ki preprosto jo imaš cel življenje. Se pravi, se te ne da rešiti. Ne? In zato se naša zavest premika proti temu, da bomo začeli doživljati vse več tega, kar je prav, kar je zares resnica. Ampak laž, ki nas je toliko časa spremljala skozi vse inštitucije, je pa tudi nekaj, kar hoče iti naprej, ampak ne more. Se pravi, smo na prelomnici. Mi moramo te laži prepoznati in jih pustiti in sprejeti resnico. Zamenjati moramo laži za resnico in to je dostikrat zelo zahtevno. Ampak tukaj
ko začnemo spuščati to svojo hrepenenje po zemeljskih stvareh ali pa po predstavah, po idejah, začnemo postajati svobodnejši in se umirimo. In začnemo dihati in rečemo, to je to. Ker veš, da takrat, ko si pa resnici se spet odprl, te pa ne bojo več, okoli prinaša. In seveda tudi namen, da zveš ti resnico skozi branje, ne, je temu, da prideš bolj v stik svojo lastno resnico, da se ti bolj to obzorje odpre, da se mogoče preko tega zapisa tudi dobi, ne bom rekla potrditev, ali pa tudi, da si mogoče po kakšne stvari prav čutil, ampak ti tega noben ni razložil, zakaj, ali pa kaj sploh. In v bistvu, če sem prav razumel, gre telo čez neke vrste transformacijo, čez nek upgrade v bistvu. Absolutno. Softverski upgrade. Točno tako, druge ni. Razlage za drugo ni. In to je v bistvu treba samo preživeti, ne se ustrašiti, ne iti v reakcijo, zdaj pa moramo to zaustaviti, ne, ampak dejansko spustiti in iti čez to, ne. Tako, iti moraš čez to. Ja, ker podoben princip je recimo pri bolezni, pri gripi, ne, se telo začne samo prečiščevati, ne, samo čistiti, dobiš vročino, da se skozi kožo izločajo strupi, ne, greš na pos, gubiš apetit in telo se zdravi, ne. Ljudje pa velikokrat grejo v paniko, zdaj moramo iti pa zdravniku in potem zdravnik ti da neka tableta in v bistvu zaustavi proces zdravljenja, ne. Ja, ravno to, ne, ker mi spet verjamemo, nekaj nas bo rešilo. Ampak v situacijah, ko nas telo začne na nek način izdajati, mi moramo samo spustiti in reči, ok, naj se stvari same pošiljajo. Naj se preko moje zavesti tudi ozdravljenje. Ker mi se zelo bojimo te bolečine, ne, bolečine. Ja, to si pa zelo prav povedal, ker bolečina človeka najbolj straši. Mi tako, ne vem, nam nekaj ni v redu, mi sploh ne pomislimo, da je to mogoče proces, saj večina ne. Ne, pismo, že ogledaš internet, kaj bi to lahko bilo, ne? Pismo, tam me nekaj boli, tam me nekaj zbada, kaj je zdaj to, a me bo infarkt butnil na rekovaju. Ampak ljudje v povprečju, ki grejo čez to transformacijo, jih vse tišči v prsih, tišči jih v srcu, tišči jih v telesu, ne počutijo se dobro v svoji koži, tako da tisti, ki imajo močno transformacijo, vsi to izgovorijo. In jih vročina kuha, in jih to matra, in jih ono matra, in oni se pač s tem vsi srečujejo. Ja, ker bolečina je tudi zdravilna lahko, ne. Ja, tako, točno tako. Ja. Jaz sem zdajle trenutno na postu, mislim, da je že 18., 19. ali celo 20. dan, ne štejem več, na sadnih sokovih, ne, in telo se čisti, ne, fizično telo se čisti na postu, prvič, da sem tako dolgo obdobje, in te bolijo v hrbtu mišice, ne. Seveda, ker se mora, tako, telo se pri postu, tudi jaz se postim sokovi in vsak let to prakticiram. Tako da iz svoje prakse povem, da ko nekaj časa to ne delam, telo začne to iskati. In ko ne grem, ker hodim pač jaz na to skupinsko postenje, grem tako, da se tam dobim zagon, pa sama nadaljujem, ampak če pa zdaj nimam glih tega skupinskega, pa sam malo težji, ne, in ko pol kakšno pavzo večjo naredim, meni telo sporoča, moraš se očistiti. In tako se isto hoče telo očistiti na vlak naših misli, naših čustev, naših travm, ki jih nosimo Bog preiskati v preteklosti. Ja, in s fizičnim telesom se čisti tudi vsa čustva, vse misli, vse te zadeve, ne. Tako. Se začne vsa, recimo, stare travme, ne, jeza, mogoče žalost, take stvari jaz tudi doživljam zdaj med postom, ne. In jaz sem šel na post glih zaradi tega, da se očistim teh čustvenih navlak, ker vem, da me še vedno držijo in se zaradi njih tudi kdaj vrtim v krogu, ne.
Sigurno. To je definitivno vse povezano. Telesu, ko enkrat odzameš hrano, on je ponavadi po parih dneh išče hrano, potem se pa, jaz pravim, raztapljajo tudi tiste zaloge, ki niso samo fizične, ki pravzaprav v telesu delajo breme. In tu pridemo do čustvenih navlak. Tako da je super. Ja, super je, super zadeva. Ok, Irena, da vidimo, če imamo še kaj te za vprašati. Ja, to sem te hotel vprašati. Kje se pa pustiš skupinsko, če lahko izdaš? Pri preporodu. Aha, pri preporodu, poznam. To je tudi zelo, ja, bom mogoče... Tudi priporočam vsem, zdaj ne, da delam reklamo, ampak ja, je v redu stvar. Preverjena in dobra. Gospod Marjan Videnšek, ne? Tako. Ja, super. Ravno si zdaj po mailu z njim pišem, da grem enkrat k njemu osebno, da ga spoznam, ja. Meni, moram priznati, je odprl obzorje s tem postom. Jaz sem se bala biti en dan lačna in ko sem šla prvič na post in sem preživela 10 dni, sem se počutila totalen zmagovalec. Potem je pa to praksa in je on seveda pri tem imel tisto vlogo, ker me je spodbujal in tudi mi je marsikaj povedal, oziroma nam vsem kot skupini, kaj je sploh smisel. Tako da zdaj res vem, da je to ni modna muha, ne? Da je to potreba. In žival, ki je bolna, gre in se posti, ne je in pa je spet okej. Sprav, sam človek je na to hrano preveč navezan in ga dela odvisnega. In hrana je ena večjih odvisnosti, kot so prej od odvisnosti. In to je 10 dni potem, ne? Ja. Superca. Ok, da vidimo, kaj še lahko mi tebe vprašamo. Mislim, da smo kar večino stvari, da smo kar nekako zaokrožila, večino stvari smo nekako obdelala. Tudi tlele imam zapiske od takrat, ko smo se po telefonu pogovarjala. Jaz mislim, da smo kar zaokrožila in nekako podala v svet te informacije, ki so bile za podati danes. Tako da, Irena, jaz se ti najlepše zahvaljujem, da si bila z nami in z vsemi nami podelila tvoje znanje in praktične napotke. In zdaj pa je na vsakemu izmed nas, da vzame življenje v svoje roke in, kot smo tudi midva, Irena, rekla, prevzame odgovornost, ne? Prav, to se mi zdi ključna beseda. Da ljudje prevzame odgovornost za svoje življenje. Potem v tistem trenutku ni več noben kriv za njihove probleme. In tudi na nek način dobiš kontrolo, ne? In začneš ustvarjati, ker noben ti ne bo pomagal, ne? Sam si boš mogel, ne? In to je tako, vedno je v notranjosti to nekje, ne? Ker tudi jaz sem se sprašal, a bi šel v Ameriko živeti, a bi šel tja živeti. In me je tako kar nekam vlekli drugam, ne. Potem sem pa ugotovil, pa se vseeno praktično, ne. Praktično je čisto vseeno, ne, ker jaz sem lahko zadovoljen in srečen in uspešen, kjerkoli sem, ker to ni odvisno od nekih zunanjih dejavnikov, ne. Se strinjam. Ja. Tako da, ok, najlepša hvala vsem, ki ste nas gledali, ki ste bili z nami. Tako da, Irena, jaz ti želim vse lepo, prav tako vsem vam, gledalcem, ki ste bili z nami. Tako da, kot smo rekli, informacije imate, informacije ste dobili, zdaj pa vam podamo žogo, zdaj ste pa vi na vrsti s prevzemanjem odgovornosti in predvsem akcijo, da greste v akcijo, da greste čez proces, ki je lahko boleč in bolečina je zdravilna. In da greste čez to in predvsem vztrajate, ne? Vztrajate do konca, ker hitre rešitve ne obstajajo. Pač to enostavno ne obstaja in treba je gledati stvari na dolgi rok, vzeti stvari v svoje roke in začeti delati in rezultati se slej ko prej pokažejo in taki rezultati potem nekako lažje ostanejo trajni, ne, kot pa neke kratkotrajne rešitve, ki hitro zvodenijo. Tako da, ok, Irena, še enkrat hvala vsem vam.
lepo bodite in se vidimo ponovno čez kakih 14 dni v novi oddaji Prebujenje 9. Gosta še nimam, tako da bomo spet se pustimo presenetiti, v katero smer bomo šli, ampak sigurno bo tematika zanimiva, spet bomo odpirali oči na nekem novem področju, da zrastemo, da dvignemo zavest skupaj s pomočjo vseh nas in pa seveda naših čudovitih gostov. Tako da lepo bodite in se vidimo. Čau, čau. Hvala, lep pozdrav vsem. Čau.